4 to šut. Faul. Dribla. V tekmo 8. kroga Eurolige med Union Olimpijo in Panathinaikosom. Toda težave imamo na telefonski zvezi s Petrom Vilfanom, ki sicer čaka ob igrišču na svojem komentatorju. Tiste zares napete končnice v zadev trojko Ilijevski, no zdaj pa vrača vse skupaj štirikratni. Za 3 zadeva. Dobro je našel Sašo Ožbolt. Povsem samega. Sato in Batist, zdaj pa lep prodor Kevina. Sato dobro v obrambi, Kevin Pinkney in tole bo nov napad za ista. Izgubljena žoga zdaj, dobro v obrambi, podaja zdaj Ilijevskega, potem pa osebna napaka v napadu Damirja Markote. Zanimivo bi bilo videti počasni in Jure Zdovc takrat s predstavo svojih varovancev ni bil. Podaja do Jagodnika, Jagodnik mora metati dobro v obrambi, Stratos Perper. Minuto odmora, zdaj malce nerezonski met. Saša Ožbolt nasu 9 točk, no zdaj pa zadeva za 3, nažalost Stratos Perperoglu. Madini, ki je seveda posojen igralec iz Panathinaikosa, tako je treba iti na obroč brez kompromisni. Zaporedni zadeti prosti met v Euroligi in tule še 17. In tole je bila osebna napaka v napadu. Dobro. Tole si... Kalates in ponovno osebna napaka v napadu. Lahko drži žogo do konca prve četrtine, toda seveda so izkoristili priložnost za hiter protinapad. Tepić. Jure Zdovc na voljo, Focis v prodoru, potem pa koristil, to da žoga mu je skoraj da ušla, potem pa podaja proti Pink. Diamantidis. No, sedaj sicer agresivna obramba Olimpije, to da na koncu je Diamantidis prišel do meta za 3 točke, pa potem slab skok, 2 iz Batist. No, sedaj je žoga tam dobro krožila okoli ljubljanske obrambe na sredo. Sato tam do meta. Pa Perperoglu, številko 7 proti Muriču, poglejmo, osebna napaka. Začela se je torej zadnja odločilna četrtina tekme med Panathinaikosom in Unionom Olimpijo in Ljubljančani so jo začeli odlično s trojko Saše Ožbolta. V drugi boljša Union Olimpija, bilo je 16 proti 14, igra odlično, vodi za 7. Diamantidis in Šermadini. Prehitra osebna napaka, Tidis v prodoru, pa potem podaja proti Focisu. Nikolas Kalates je ostal sam na trojki, zgrešil je Kalates, toda ponovno žoga za Panathinaikos. Ne, to je napaka polovine, največje trenersko ime v Evropi. Nikolas Ilijevski je okradel tole žogo, ali je to priložnost morda za protinapad? Ne, pravočasno sta se vrnila Kalates, Ožbolt v prodoru in osebna napaka nad Ožbolt za višjo prednost. Murič v prodoru, dobro, Murič, tokrat je več kot 50 sekund, torej tudi Klemen Lorbek je dobil, ki zasluži dres tudi grške ekipe, pa nov skok, ne, ni skok Gregorija, dobro je Gregori in Sato, Gregori v svoji značilni akciji, to so poteze Gregorija. 15 njegovih točk in plus 6 je ponovno za Union Olimpijo. Nova minuta odmora je v Atenah, ponovno so na vrsti oglasi in potem se seveda ponovno slišimo. Prve zmage proti Panathinaikosu v Atenah, sedaj prestrežena žoga tam Ljubljančanov, tudi Ožbolt se potem ni odločil za hiter protinapad, počakal je, da so prišli v napad vsi njegovi soigralci, potem pa met za 2 Ožbolta, nenatančen in ostaja plus 6. Gregori, Pinkney in Markota niso zadeli za 3 domači košarkari, toda tudi Pinkney tam ni uspel priti do žoge. Nov skok v napadu, 15. skok v napadu Panathinaikosa, Sato proti Pinkneyju, kdo bo sedaj tam skočil, dajmo zagrabiti tole žogo, pa ponovno napad, 16. skok v napadu.
Oj, kako slabo danes skačejo naši košarkarji, oziroma kako odlični so v tem elementu, seveda košarkarji Panathinaikosa. Poglejmo sedaj tale poskus za trez, ogromne razdalje je zadev Drew Nikolas. Joj, kako kaznujejo seveda domači košarkar nad Panathinaikosom v Atenah. To, da pustimo sedaj to ob strani, upam samo, da bodo ljubljanski košarkarji izdržali, kajti odlično igrajo. Samo v prvi četrtini so bili boljši domači košarkarji, potem pa ves čas boljša igra Uniona Olimpije. To, da skok v napadu je ponovno tista rak rana igre Uniona Olimpije in potem neverjetno nova kazen. Kar nekajkrat smo to videli danes. Dobljen skok v napadu Panathinaikosa, potem pa še zadeta trojka. Ožbolt tam, dobro se je rešil Ožbolt s tem, ko je žogo zalučal tam v noge Batista, tako da bo to še 20 sekund za napad Uniona Olimpije. Organizira tale napad in napaka 5 sekund, pa neverjetno, kakšne pravzaprav osnovno šolske napake sedaj ljubljanskih košarkarjev. Najprej dvakrat skok v napadu, zadeta trojka Panathinaikosa, sedaj pa je Ožbolt tam držal žogo več kot 5 sekund v rokah in Panathinaikos ima priložnost, da se skoraj da povsem približa. Dajmo sedaj v obrambi, Diamantidis. Nov poskus za 3 in tudi to so zadeli domači košarkarji. Neverjetno, Perperoglu 6-0 v nekaj sekundah za Panathinaikos in samo še 2 točki prednosti Uniona Olimpije in nova minuta odmora ter zadnji oglasi na tekmi. V nekaj sekundah in sedaj je tekma ponovno povsem odprta. Ja, Union Olimpija pač ne zna letos tekme zaključiti, kako naj rečem, na normalen način. In tam Ožbolt pri metu za 3 točke in očaka njihova odločitev bolj za domače košarkare. So sedaj s to odločitvijo, seveda s to hrabro odločitvijo, da dodelijo Ožboltu 3 proste mete, vse to vrnili. Ožbolt in prvič natančen. Pinkni in poglejmo 9 Markota. Sašo Ožbolt ima sedaj priložnost, da še 2krat zadene in da Ljubljančane ponovno povede v vodstvo s 5 točkami razlike. 71-66 je, torej plus 5, manj kot minuta in pol do konca. Samo da ne bo zdaj kakšne trojke, pa skok je potrebno seveda dobiti. Skok bo sedaj kako pomemben. Diamantidis proti Markoti, Diamantidis s polaganjem, preigral je tam Markoto brez težav, žoga pa je že v igri. Ožbolt, Ilijevski, en in drugi so jasno že izpolnili bonus. Ilijevski organizira napad Uniona Olimpije. Gregori ima prosto pot tam do svojega meta, prišel je do meta in zadev je Gregori. Sjajna poteza Gregorija, 17 njegovih točk, ponovno je plus 5, manj kot 50 sekund pa je do konca tekme. Diamantidis, verjetno bo on tisti, ki bo jasno sedaj prevzema odgovornost. To se je tudi zgodilo, osebna napaka Markote nad njim in jasno prosta meta za Diamantidisa. Tudi v drugo, 73-70 je menjava. Kje so naši branilci? Tu je, no, Markota je prišel do žoge, Jagodnik, res je izjemno agresivno igrajo domači košarkari in tam osebna napaka Batista. Dobro, da so sodniki sedaj dosodili to osebno napako, kajti iztekal se je tisti čas dovoljen za prenos žoge v napadalno polovico, tako da bo Jagodnik imel sedaj na voljo prosta meta, 38 sekund do konca tekme pri vodstvu za 3. Neverjetno, Ilijevski in sedaj osebna napaka nad Ilijevskim, 9 sekund in 2 desetinki do konca, 77-75 je, plus 2 Uniona Olimpije. 2 prosta meta sedaj za Ilijevskega, poglejmo, Ilijevski je zaenkrat pri 11 točkah, tudi on danes še ni metal prostih metov, toda tudi on je znan potem, da seveda zna za 5 sekund je do konca. Ilijevski prvič natančen, 78-75. Vodimo za 3 in smo pred zgodovinsko, lahko rečem celo zmago, prvo zmago v Atenah proti Panathinaikosu. Ilijevski tudi v drugo, plus 4 je, sedaj tudi če zadenejo trojko domači košarkari, do zmage ne morejo več priti. Dobro je Markota ta naredil tole osebno napako. Ja, domači navijači so tule zahtevali nešportno, seveda tu nešportne osebne napake ni moglo biti kakšnega novega skoka v napadu. Sedaj je treba dobro zapreti prostor pod košem. Pinkni, Jagodnik, Gregori, sedaj morate priti do žoge, če Batist oziroma Diamantidis seveda
slučajno ne bo zadev. Poglejmo, kako so se odločili domači košarkari. Zadev je Diamantidis. 6 sekund in 80 do konca. Sedaj mora priti po žogo. Kdo bo prišel po žogo? Žoga pri Ožboltu, izgubljena žoga. Neverjetno, Batist za 3, ni zadev Batist, skok v napadu. In pa to je neverjetno. 30 do konca tekme so Ljubljančani izgubili žogo, zapravili napad in seveda dali domačinom priložnost, da najverjetneje ponovno v podaljšku pridejo do zmage. Joj, bom rekel, normalen način. Toda seveda tekma še ni končana. V napadalni polovici Ilijevski jo bo poslal v igro. Poglejmo, kdo bo prišel po žogo. Ilijevski, kdo se sedaj tam odkriva? Gregori met. Toda sodniki, zanimivo, so takoj, ko je Gregori dobil žogo, pokazali, da tudi če bi zadev, da koš ne bo veljal. In v tem trenutku torej konec rednega dela tekme med Unionom Olimpijo in Panathinaikosom. Panathinaikos pa se je izvlekel iz popolnoma izgubljenega položaja, izenačil izid, ne toliko zaradi seveda svoje kvalitete, pa jasno, da je Panathinaikos kvalitetna ekipa, da ima, pa to niti ni važno. V prvem napadu, v podaljšku pa Panathinaikos, Focis, Diamantidis, številko 7 je tam Perperoglu, Nikolas in Batist. No, sedaj Union Olimpija, zdi se mi, s consko postavitvijo zgrešil je za 3 Nikolas in skočil Pinkni. Dobro, očitno se je Zdovc odločil. Eden od teh tudi Ilijevski, ki je ponovno zadev za 3. Četrta trojka Ilijevskega. Poglejmo tule, 5-4 njegov met za 3, 16 točk je dosegel Ilijevski, ima tudi 5 asistenc in Union Olimpija vodi na začetku podaljška za 3, še naprej pa v conski obrambi, torej 2-3 cona. Dobro, da se je Zdovc zdaj odločil za to obrambo. Poglejmo, kako bo Nikolas v drugo. Nikolas je zadev. Nikolas je sedaj izničil tisto trojko Ilijevskega, to da še naprej. Še nova slaba podaja. Poglejmo, 22, 23 izgubljena žogo. Dobro, 21 so jih izgubili tudi domači košarkari, ki vodijo 84-82. Nikolas sam na trojki in nova trojka Panathinaikosa. V tem trenutku 87-82. Seveda je Jure Zdovc po tej trojki moral vzeti minuto odmora. Toda bojim se, da sedaj že malo zmanjkuje moči, energije našim košarkarjem. Toda v Atenah seveda navdušeni domači gledalci spodbujajo domače košarkarje, ki sedaj vodijo v podaljšku za 5 po trojki Nikolasa. Sicer je v napadu sedaj Union Olimpija, toda domači košarkarji so sedaj v naletu, odlično igrajo. Ilijevski, Jagodnik. Naši potrebujejo sedaj hiter koš. Toda to, kar je sedaj naredil Jagodnik, je bilo le nekoliko preveč. Mislim, da je bil to toda nepotreben met Jagodnika. Tule se jezi takole Jure Zdovc, da pride celo do zmage. Nikolas ponovno za 3 in mislim, da je bil to zadnji žebelj v krsto Uniona Olimpije v tem trenutku. 9 asistencami, imel tudi precej izgubljenih žog. Toda ob takem pritisku, ob takem presingu se seveda tudi to dogaja. Ja, neverjeten zaključek Panathinaikosa. Mislim, da so v tem podaljšku zadeli, ja, koliko, 16 točk so dali, mislim, da 4 ali 5 trojk, torej, ja, proti taki igri se pač preprosto ni dalo nič narediti. Rekel sem tudi, psihološko prednost je bila potem, ko so izid izenačili in se rešili iz praktično izgubljenega položaja, povsem na njihovi strani, in kot izkušena in kvalitetna ekipa so to na koncu seveda znali tudi izkoristiti. V tem trenutku torej konec tekme v Atenah, 95-88 je na koncu za Panathinaikos, ki si seveda zasluži čestitke za zmago. Toda sjajni Panathinaikos je moral še kako garati, še kako maksimalno odigrati, da je na koncu šele po dodatnih 5 minutah strl ljubljansko Union Olimpijo, ki je na ta način doživela 3. poraz. Toda še enkrat naj povem, imamo 5 zmag, smo v drugem delu Eurolige, prvič po 6 letih, še kakšno tekmo bomo v tem rednem delu dobili in prepričan sem, da bomo na pleča položili tudi kakšnega od nasprotnikov med tistimi najboljšimi 16 ekipami.